A pol pa tako. Hvaležno pozdravljeni znova nazaj. Tale naša boginja, Deva, Eva, je polna modrosti in velikokrat me tudi opozarja na take in drugačne stvari in situacije, s katerimi se soočamo ljudje v vsakdanjem življenju. In danes mi je zašepetala in govorila o tem, kako pari, ki se srečajo, ko se srečata moški in ženska na začetku zveze, kako se to vse iskri in to vsak dan se podajata v spolna doživetja in take in drugačne avanture, včasih večkrat na dan celo, pa mine 1 leto, pa je to malo drugače, pa mine še nekaj let, pa je to drugače, pa mine 10 let, pa je to drugače. Pa sem zadnjič srečala prijateljico, ki je poročena že več kot 20 let, pa reče, Jasmina, ko sem pa enkrat 20 let poročen, je pa to čisto drugače. Bolj mrtvo, kot karkoli drugega. No in potem sledi vprašanje, ali je možno, da vi, ki tale trenutek gledate v svojem življenju, sami pri sebi in svojim partnerjem, spet tako zakurite ta vaš notranji ogenj, da ste spet vzburjene, vročekrvne, privlačne in vse to, kar ste bile pri 20 in nekaj letih ali pa mogoče nikoli v svojem življenju. To je danes bistveno vprašanje in seveda bom tole vprašanje naslovila na našo strokovnjakinjo iz Akademije za ženske Females Academy, Karmen. Kar takoj želim odgovor. Ja, pozdravljena. Živjo. Zdravo, živjo. Da ali ne? Da. Res? Čisto zares. Dobro, torej, zvezke pisala. Začnemo na začetku? Začnemo na začetku. Čisto na začetku. Zdajle omenila si tisti žar, tisto strast oziroma spolno privlačnost, ki jo imamo v začetku našega odnosa z partnerji. Takrat še je dekle oziroma ženska je takrat v najbolj aktivnih spolnih letih, takrat, ko se pripravlja za novo družino. Je tako. Ja. In že na začetku je povezava, da gre tukaj spolna privlačnost, je povezana tista strast z spolnimi potencijali, to pomeni z našimi ženskimi spolnimi organi, z našimi rodili. Zdaj pa vprašanje je verjetno, zakaj ta mine oziroma kaj se dogaja. Ja, mine, veš, pa kar pravijo, le včasih me je lovil, pa to je bilo, pa sem jaz njega lovila, pa je bilo super, pol pa kar nič ne čutijo več sebe dober, niti ne da pogrešajo to, pozabijo na to, da sploh je. Ja, pozabijo na to. Zdaj takole, nekaj bom povedala na osnovi izkušenj, ki jih imam z ženskami, za katerimi veliko dela, druga pa je, kaj taoistična smer govori. Skratka, ženske, tako kot si rekla, opažajo oziroma nimajo več tiste strasti, želje do svojega telesa in potem, ko jim ugasne tista osebna privlačnost, potem tudi seveda hkrati tudi ugasne do partnerja. Zdaj pa kaj je tukaj pomembno? Pomembno je to, da na začetku, ko pride do tiste privlačnosti, takrat, ko si rekla, se zakuri, zagore tisti strastni ogenj, srček in pa istočasno tudi ženska je takrat spolno aktivna. To pomeni, da ima ogromne spolne potencijale, takrat je v tistem najboljšem plodnem obdobju, medtem ko s časoma, ko v tem modernem življenju se prične posvečati karieri, družini, potem ima multitasking, ki ima številne aktivnosti in v to smer dejansko troši svojo spolno energijo. In prvič, kaj je pomembno, pozabi nase, na svoje telo. Zdaj pa v zvezi s tem bi želela povedati to, da ženske smo takšne, veliko takšne, tudi jaz sem bila takšna, da enostavno do svojega ženskega telesa, predvsem do svojih prsi, nožnice, maternice, nimamo nekega odnosa. Namreč, ko vprašam, katera si, recimo zmasira prsi z oljem, spozna svojo nožnico, ve, ki ima maternico, jo neguje, mislim na način vitalizacije, na način higiene. Dejansko je veliko žena in deklet, katere se tudi težko sploh dotaknejo svojih prsi. Kaj šele svoje nožnice. To pomeni, da tisti odnos do sebe, ki ga imajo,
In pa to dejansko se tudi prenaša na partnere. Zdaj, ko je tista strast, ko je strast tista aktivna, a ne, ko smo zaljubljeni, ko enostavno ne vemo, kaj je in potem to kar gori, takrat enostavno teče vse spontano. Ker dejansko je strast in pa privlačnost, to je naša ženska narava, to je del našega ženskih potencialov. In ko tisti ogenj, tisti žar ugasne, takrat pa dejansko nastopi tista naša resnični odnos do sebe. In v zvezi z tem, kaj je pomembno to, da istočasno, tako kot sem prej omenila, začnemo ženske izgubljati spolno energijo. Se pravi, porabljati jo v kariero, v aktivnost. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da naši spolni organi, naši spolni centri, se pravi naši ženski deli, to je tisto, kar nas dejansko dela privlačne ženske, se pravi spolni organi, izgublja svojo vitalnost. To pomeni, da ko je maternica, ni več vitalna, največ je težav tudi po porodu, ko ženske nekako se sebi več niso privlačene, ampak tudi že pred tem. To pomeni, da maternica enostavno, ker ne skrbimo zanjo v smislu vitalizacije, ostaja vedno bolj lačna. Lačna z tega vidika, zato ker, glede na to, ko smo že govorili, maternica najbolj prekrvavljena, najbolj z ožiljem, s kapilarami, z vsem. In pa naša kri, naša energija je največ v našem največjem porabniku možgani. In kaj se zgodi? Maternica ostane lačna, podhranjena, premalo krvi, hranil, kisika in vsega ostalega. In ko je maternica lačna, to pomeni, da ne more opraviti svoje funkcije. In glede na to, da je to zibka življenja, je dejansko tudi potrebuje tak tretma. In iz tega vidika ženske več same sebe ne čutijo. Ne čutijo več svoje ženstvenosti in dejansko tudi ne tiste strasti prične ugašati. Druga stvar, ki je pa tukaj povezana, pa je povezava z spolno energijo, tako smo prej omenili. Prične upadati, vedno manjenje, vedno več trošijo. In kar pa je tukaj pomembno, je pa pomembno to, da več, ko imamo spolne energije, večja je spolna privlačnost, večja je strast. In obratno. In kar je tukaj prednost, je ta, da spolna energija je res unikatna sila, katera ima sposobnost se multiplicirati. To pomeni, da lahko iz ene enote, da dobimo več. Ja, in dejansko, ko ženska začne spet sebe, se pravi tisti svoj odnos, ki ga je imela, ko še bila mlada, a ne CCC, ko se je na hitro našminkala in tako, dobro, tu zdaj to počnemo, ampak enostavno se več ne čutimo. Ne čutimo. In povezava s tem je, da res tisti prvi, kako bi rekla, recept, ki bi ga dala, je ta na osnovi izkušenj žensk, deklet, da se vrnejo k sebi, svojem telesu. To pomeni svoje zvonove ljubezni, da si jih ponegujejo na ta način, da si pocrtljajo. In to ne samo, da naredijo občutek do sebe, ampak tudi istočasno tukaj je spolna energija. In to je tista nežna energija, katera je namenjena dojenčku, svojemu otroku. In ko aktiviramo to spolno energijo, ko svoje prsi malo nežno smasiramo, naredimo A, dobro za zdravje, B, pa je prebudi se tisti občutek, prebudijo se istočasno, se aktivirajo hormoni, sreče, melatonin, oksitocin in tako dalje. In enostavno se prične aktivirati spolna energija in se počuti ženska že bolj privlačno. Že bolj živo, ne, v sebi. Ja, živo, ne. In pa v kombinaciji z maternico, ne, maternici pa sploh tista naša izvorna, tista ženska esenca. In ko je maternica prekrvavljena, topla, mehka, takrat v ženske začno sebe čutiti in v kombinaciji z spolno energijo se povrne strast. In pa tista želja po privlačnosti, ampak pomembno je, da se povrne tista strast do sebe, želja do sebe, do svojega telesa. Zelo zanimivo. No, jaz moram reči, recimo, ena naša gledalka zelo spremlja vse tvoje posnetke in vsa tvoje gostovanja, ki sicer tudi vi najdete na našem YouTube kanalu, tam si lahko pogledate te posnetke ostale. In je rekla, da je pravzaprav začela z samo masažo dojk, da je pravzaprav začela rokice gor dajati na svojo maternico in vse te zadeve, pa tudi odločila se je, da majčkeno spremeni svoje telo,
telo spremeni prehranjevalne navade, malce več se giba in tako naprej. In je rekla, da je spolna vzburjenost in vse to, da je kar samo od sebe prišlo. Na nek način je tudi sprejela sebe, ne? Samo sebe. Točno to. Sprejela je sebe, druga stvar je sprejela sebe in pa začele smo ženske spoznavati sebe, ne? In to je pomembno, da ko sebe sprejmemo, lahko sprejmemo šele takrat, ko sebe poznamo. In zato so dejansko te taoistične metode oziroma ta znanja, te veščine tako dragocene, ker ženskam pokažejo dejansko pravi način, kako telo funkcionira, kaj se dogaja v našem telesu, ker ko razumemo sebe, lahko tudi razumemo druge in tudi razumemo svojega partnerja. In potem, ko poznamo še pa tehnike, s katerimi si na začetku pomagamo in je tehnika res najprej tehnika, ampak ko razumemo to, ko delamo, prakticiramo, potem pa je pomembno tudi, da sebe občutimo, začutimo. In to je tisto, kar recimo včasih, recimo je tako, da žensko telo se naravno vzburi ob moškem. Seveda, če je tudi pri njemu dovolj spolne energije, to je čist naravni proces, a ne? In ko smo ženske toliko v svojem filmu, imamo toliko multitasking, to pa moramo enostavno, smo že rahlo vzburjeni, ampak niti več toliko ne čutimo. To pomeni, da moramo biti res močno orang, a ne, tisto prezburjenje, da to sploh začutimo in zaznamo. Ampak recimo, ti si, lahko rečemo, kar taka mal mednarodna učiteljica vseh teh veščin, kar se tega tiče. Kakšne smo Slovenke v primerjavi, recimo, ne vem, z Italijankami? Ja, v primerjavi z Italijankami smo Slovenke rahlo bolj zadržane. Bolj zadržane. Rahlo bolj zadržane, ja. Recimo pri Italijankah je bilo tako, da sem jaz presenečena, sploh recimo z temi tehnikami, z jajčkami, ne, sem to tako malo menila, ker sem želela videti njihov odziv in sem samo malo prečekirala in so za mano hodile, Jack Ed, gremo to testirati, akcija in so takoj sprejele, ne, da smo tudi delali te vaje in so takoj se odprle. Takoj se odprle in tudi na nek način jim je to bolj naravno, kot pa pri nas, ne, so tudi jaz na začetku malo bolj zadržana. Tako, ja. Recimo, kakšne pa, zdaj, predavanja so praktično vsak teden imaš, ne? Ja, vsak teden, čez vikend. Čez vikend vsak teden, ok. Kakšne ženske recimo obiskujejo, kakšne ženske hodijo tja? So to, ne vem, 20-letnice, 50-letnice, 60-letnice, tašne, ki je že kaj ugasno ali pa želijo pržgati, ali pa tašne, ki se šele spoznavajo z vsem tem svetom. Ful me zanima, kakšne hodijo. Ja, hodijo vse. Zelo sem vesela, recimo, ko vidim več hčere z materjo. Se pravi, prišla je mami in potem naslednjič je še prebila svojo hčero. Tudi pridejo od 16, 17, 18, 19, 20 pa do 60, 65, tudi do 70 let. Se pravi, od mladih do 60-letna gospa se še spravi v stanje poželenja. Ja, ampak to je res zanimivo, da eni par je tako zelo aktivnih, ko so ženske upokojene in takrat potem res začno razmišljati. Da se ne bodo posušile, ne? Da se ne bodo posušile in potem prevzamejo nek aktivnost v roke in potem, ko začutijo, ko vidijo efekt, takoj seveda potem nadaljujo in so res neverjetna. Ampak moškim na tvoje predavanja pa na seminarje vstop ni dovoljen? Ne, da ni dovoljen, ampak enostavno so to tehnike, katere so namenjene moškim. Ampak zanimivo je, da recimo velikokrat, ko se ženske predstavijo, ko malo povedo o sebi, ne povedo, vedno več jih pove, da jih je mož poslal. Ja, in so prišle tako, da bojo s takim žarom v oči in jih je mož poslal in potem enostavno, potem tudi drugič, ko pridejo iz te brezplačne predstavitve, potem na to specialno, se pravi, če ugotovijo, da bi želele te tehnike dalje spoznati in prakticirati, se naučiti in pridejo in potem kar povejo, da so jih moški doma čakali in potem jim kar dajo še, kar pet, ja. Ja, dejstvo je v tem, da ko ženska začne sebe čutiti, ko sebe spozna, spozna tudi moškega in potem enostavno tudi drugače nadgleda. In kaj je pomembno? Pomembno je tudi to, da te tehnike, katere ženske najprej same prakticirajo, seveda pomembno je spolna energija, ko je takrat vzburjena, ko je tisto res potrebno najprej sama single prakticirati, potem šele z moškim. In enostavno moški idejo na njih spremembe. In potem začno tudi opazovati njih in tudi spolni odnos, ki se imenuje nega v dvoje, postane drugačen. In tu začno bolj biti pozorne, začno se sebe bolj čutiti in potem začno tudi čutiti bolj partnerja. In potem so tudi ene tehnike, s pomočjo katerih
se lahko partnerja bolj povežeta in se začno tudi opazovati in enostavno se odnos spremeni tako spontano, da se v začetku niti same ne zavedo tega. In potem pridejo tako nasmejane in vesele in se jim res dogaja. Zdaj na delavnici je bilo tudi, da ženska ni imela menstruacije in je že kar med delavnico dobila, potem ena ni imela en mesec in je potem naslednji dan po predstavitveni žen tako in pravijo, tisto, kar smo takrat delali, tisto, ne. Vrtinčenje. Ja, vrtinčenje, spiraljenje, ne. Joj, spet čutim svojo maternico, ker velikih je, ko povedo, da absolutno nič več sebe ne čutijo. Ne nožnice, ne materniče, nič. Maternica neprekrvljena, trda in enostavno se več ne čutijo. In potem, ko se začutijo, je to tako res presenečenje zanje in čist drugače se počutijo. Ampak recimo, sem lahko zdaj povsem odkrita. Povsem. Pa zelo direktna. Direktna. Brez zamere, dragi gledalci in gledalke. Veliko je žensk, ki imajo za sabo nekaj desetletij zakona, in jih morajo moški prositi, da bi mogoče enkrat na pol leta pa vendar seksala, oziroma imela spolne odnose, ali pa recimo kaj obletnica, ali pa kakorkoli. In potem govorijo, da je to normalno. A je to normalno? Mislim, ker če je to normalno, jaz se pa ne bi starala. Ja, res je. Ne, ni normalno. Po naravni poti ni normalno, ampak kaj pa je res žalostno, je pa to, recimo, da že znanstveniki z temi modernimi testi ugotavljajo, testirajo, lahko že neki DNK testi, zdaj točno ne vem, kako se točno imenuje, z katerim ugotavljajo, da že po 20. letu vsaka 10. ženska ima sindrom prezgodnega staranja jajčnikov. Ja, in kaj to pomeni? Če se jajčniki začno prezgodaj starati, to pomeni, da tudi spolna energija prične odtekati in po drugi strani pa je to problem zato, ker se vemo, ženska, ko se rodi, ko že majhna preveka na svet, ima v jajčnikih, obeh jajčnikih skupaj med 1 milijon in 2 milijona majhnih nedozorelih jajčec. In tista jajčeca potem v času pubertete prično zoreti, in dozori jih 300 do 400. In to je tisto, kar ženski daje tisto, kako ne rečem, ker ženska takrat potrebuje moškega, zato in istočasno tudi prične upadati njena janka energija, ki imenujejo, in rabi za obnovitev moškega. In ker smo ženske tako usmerjene v te res mentalne aktivnosti, pomeni, da tudi takrat, ko recimo ne delamo, ko nismo v službi, da tudi takrat non-stop razmišljamo, non-stop tuhtamo, in naša energija, spolna energija odhaja in jajčniki prično starati. In kaj se zgodi z to vprašanje, kaj si ti vprašala? Ena stvar je, to pomeni, da se partnerja med seboj zaradi tega, ker sta toliko živela, da se utujita in sebe več ne čutita. Druga stvar je padec spolne energije pri enemu in drugemu. Tretja stvar pa je to, da je potrebno se potruditi, narediti nekaj za sebe, zase, ne da ženska počaka, da jo partner, kako ne rečem, da jo partner vzburi ali pa vzburi, ker ženske smo dejansko kot voda, potrebuje veliko časa, več časa kot moški, da se zagreje, se pravi, da se vzburi. Po drugi strani pa so moški kot tista, ko prižgeš na štedilniku, ko se naenkrat vzburijo. Ampak, če pa ima ženska premalo spolne energije, če so njeni spolni centri neprekrvljeni, nevitalni, pa potrebuje veliko, da se tista hladna voda zagreje in potem je že zdavni konec pri njemu. In potem je že zdavni pri njemu konec. In zato je pomembno, da ženske ne čakajo na partnerja, ampak da ženske dejansko same svojo vodo, če tako pod narekovaj govorim, grejo. To pomeni, da ohranjajo svoje spolne centre, vitalne, in pa tudi skrbijo za to, ker obstajajo opcije, možnosti, tehnike, da svojo spolno energijo obnavljajo. Stopa v tem obdobju. A poznaš en vic? Kateri? Ker reče, Janez reče svoji Franski, reče tak zvečer, v posli pa to, reče, čuj, a midva bova danes kaj pa to. Reče, čuj, jaz svojega kombajna pa že nom zalaufala za tole tvoje slamco, Ampak ženska, rab čas, da se zalaufa, moški pa hiter gor pa dol. Se pravi, ni to normalno, da nam ni do tega, naše naravno stanje je,
da smo skozi pripravljeni za akcijo. Tako. Pa imaš tudi individualne, recimo, kakšne pogovore, pa to, kakšno bi lahko bilo sam, recimo, da se... Ja, veliko se vprašuje, takrat veliko vprašajo tudi individualno, tako da potem se tudi pogovorimo, če ima ženska kakšne probleme, ne, ker, tako si rekla, jih je malo tudi sram, ja, tako da ja, s tem, da je pa zelo priporočam v prvem koraku, da ženska pride na delavnico, tisto brezplačno predstavitveno, ker dejansko se poistoveti z ostalimi dekleti ženskami in dobi en pogled, ne, čist drugače, ne, ker potem pa tudi lažje se pogovarja dalje individualno, ne, ko dobiš en pogled, ko vidi, ko spozna svoje telo z drugim vidikom, ne, in to že takrat je velikokrat, recimo, da potem že na tistem delu se razsvetlijo neke stvari in si sama odgovori oziroma najde odgovor na vprašanje, ne. Super. Ja. Kdaj naslednje? Kje je? Zdaj v soboto. V soboto pa v nedeljo v Ljubljani, potem naslednji teden v Novi Gorici, potem na naslednji teden v Mariboru, tako da zdaj tudi več ne vem ti vikendov je že malo, zato ker zdaj mi je zdaj še vabil, da bi prišla v Novo mesto in tako dalje, ker tako sem vesela, ko se ženske prebujajo in vidim že po teh brezplačnih predstavitvenih, da res, ko jim žari oči, ko se začutijo, ko čutijo svoje prse, ko enostavno sebe začno spet spoznavati, ker so pozabile, kako so se občutile, ko so bile v puberteti, ko so bile sočne in to je v nas, a ne? Samo potrebno je res tista pogum v prvi fazi, odločitev, ne? In pa dejansko, da začutijo spet sebe, da potem gre v te smeri. Res, to mi je največje darilo, ko pa na koncu še žegen dobijo od svojega moža. Ja, to pa je sploh tisto najbolj veselo, da enostavno potem možje so veseli, pa rečejo, če sami pošljajo. Ja, reče, tole tem pa sponzoriral, ti sam pej, ti sam pej. In najbolj zanimivo je, da gledajo to oddajo, da gledajo Klepet ob kavi tvojo oddajo in da na osnovi tistega, ko vprašam, jih možje pošljajo na delavnico. To sem najbolj vesela. No, super. Ja. Jaz mislim, da je to. Veš, ravno včeraj je bil v naši družbi Robert Brici in je rekel, kaj se to z ženskam dogaja? Pri 50 letih se povesi vse in kar ratajo take franske, ne? Zakaj ne razumejo ženske, da ko ugasneš luč, nima veze, kaj je povešeno, pa kaj ni povešeno, ampak kaj ima ona vse, ne? Ja. In sem se prav na te spomnila, ker dejansko je govoril o tem, kaj ti ženske učiš. O, super. Tako da vse se povezuje, ne? Ampak je rekel, da je malo takih žensk, ne? Ampak v vsakem predavanjem jih je več, ne? Ja, vedno več, zato ker potem vidijo, potem na drugih pa vidijo, malo pa čutijo, ne? Vidijo so malo spremenjene, ni všeč in potem enostavno to same želijo, ne? Zdaj pa koliko so pač pripravljene iti dalje, ne? Pa potem to čisto odvisno, tako da res je čudovito, je potem, ko vidiš tudi, da enostavno, ko tako pri mene, ko sem prej vprašala, ne, si prvi korak med Italijankami, pa nami Slovenkami, ko naredijo tisti korak naprej, smo Slovenke tudi strastne, zagnane, vroče in privlačne. To je to. Najlepša hvala, Karmen, za tale pogovor. Mi pa bomo še sicer malce nadaljevali. Vi, spoštovani gledalci in gledalke, pa na /2 klepetobkavi.si hitro in ta teden praznujemo tudi eno posebno obletnico in bodo seveda tudi ene take posebne ponudbe, priložnosti in možnosti.